sem šel lani prvič na dopust s takšno šatorsko parkolco, sem si zadal cilj, ki je bil nekje 8 do 9 ur stran, da bodo otroci zdržali. Letos sem si zadal težjo nalogo. Pot, za katero je Google pokazal, da bo trajala 13 ur in pol, na koncu pa je z vsemi postanki in kar 4 mejnimi prehodi trajala 19 ur. Pa je šlo. Od doma smo odrinili ob 7 zvečer, na cilj pa prišli naslednji dan ob 2 popoldan oziroma ob 3 po lokalnem času, ker je v Grčiji ura 1 naprej. Zakaj bi se tako mučil? Ja, zato, da se otroci lahko kopajo tukaj. A ni lepo? Res je tako, kot je na slikah. Voda je super, pesek je ravno prav droben, da naleze vse veste kam. Do tukaj vse lepo in prav. Tudi kemp, v katerem sem, je načeloma okej, je pa daleč od tistega, kar piše v imenu, da je luksuzen. Že na Hrvaškem je vsak 4 zvezdicami boljši, v Sloveniji pa je vse skupaj še na precej višjem nivoju. Ampak ja, nimajo pa takšne plaže. Ok, pot. Najbolj zanimivo je, da je vse do Grčije avtocesta. Ja, tudi v Srbiji in Makedoniji so z novimi odseki zdaj povezali ta del sveta, tako da je v bistvu promet največji šok, ko pripeljate prav v Grčijo. Tukaj se prehitevajo po dolgov in počez na magistralnih cestah. Cene. Za vse cestnine s prikolico okoli 60 €, od tega pol samo za Hrvaško, oderuhi. Potem pa še okrog 130 € za gorivo. No ja, še vedno bistveno ceneje kot 500 € za trajekt iz Benetk do Iomenice. Tudi malo hitreje, je pa bolj naporno. Aha, tankite obvezno v Makedoniji, gorivo je za tretjino ceneje kot v Grčiji. Ok, v severni Makedoniji, preden mi kdo piše, v tisti pravi Makedoniji, zaradi katere so se sosedje toliko let prepirali, pa sem zdajle. In zdaj tudi malo bolj razumem, zakaj so bili toliko časa Grki jezni na severne Makedonce, ker je tale Makedonija, ta prava, pol večja od severne Makedonije, ima več prebivalcev in imeli so Aleksandra Velikega. Ja? Drugače pa to precej gorata dežela, na polotoku Sitonija sem zdajle in tukaj je nekaj zelo lepih cest. Noro, ki se lahko takole voziš direktno ob morju. Sicer bi za tukaj še raje imel Corolla Trek, to je ta dvignjena. Ampak tudi takšna lepo leze po pesku, samo s ceste ne smem zapeljati, da ne bom rabil tem Grkom tukaj težiti, da me spravijo ven. Sem namenoma odstranil tudi strešni kufer, da lahko kakšno ovinko odpeljem malo hitreje, ker ima nova Corolla fantastično podvozje. Tukaj ni kompromisov, zadaj je več vodilna prema, zato ovinke tudi karavan požira kot za šalo. Ampak to ne pomeni, da je vožnja neudobna. Sploh ne. Lepo mehko pobira neravnine, tudi z 18-kami. Še bolj pa se mi dopade, da vse deluje tako nezahtevno in enostavno. Prestaviš v D, menjalnik je itak samodejni, baterija se sama polni in občutek na volanu ni slab. Ni sicer ekstremno informativen, je pa dovolj dober, da še kako čutim razpoke na teh precej valovitih in neravnih cestah. 6 cm daljša medosna razdalja v primerjavi s krajšim hatchbackom se tukaj pozna na zadnji klopi. Je dejansko več prostora in moja otroka lažje stegneta noge. Ja, pa seveda je prtljažnik konkretno večji. Okrog 270 litrov, skupaj dobrih 580, zato sem tukaj noter stlačil 2 hladilnika in kup robe pod tole polico. Evo, zelo priporočam tudi tole gumesto podlogo, da se lažje čisti in zelo lepo paše sem noter. Še boljše pa bi bila, če bi sedle sem noter tudi, ko tole polico spustim 1 stopnjo nižji in pol se tole zatika takole. Škoda. Corolla je z nova generacija postala zelo zanimiv avto, tako na pogled kot tehnično, ker ima zdaj 2 hibridna pogona in tale je močnejši. 2-litrski bencinski in elektromotor skupaj stisneta 132 kW, kar je 180 konjev. In jaz sem rekel, da rabim tam močnega, ker grem daleč in ker bom avto obtežil na polno. Vlekel bom parkolco in končno tudi pri hibridu dovoljeno več 750 kg. Dodal sem še originalno torbo na parkolco, ker sem imel preveč hrane in otroških igrač. Na streho sem namontiral strešni kovček. Ja, je bilo kar naporno delo, zato porabim med 7 in 8 litrov na 100 km. Ampak še vedno manj kot takšen čoln s 100 konjskim motorjem, ki ga lahko tukaj najamete za 280 € na dan. Še boljša opcija je manjši za 120 €, s 30 konjskim motorjem, za katerega sploh ne rabite izpita, samo s takšnim ne smete dlje kot 3 milje. Ampak tudi v tem primeru najdete kakšne res idilične plaže, kjer ste čisto sami.
Verjetno je pa vsem fajn imeti malo izkušnje s čolni, da ne končate takole. Tole je zanimiv, polotok in gora Athos. Tja smejo samo moški, ne živijo pa samo menihi. Me prav zanima, če so toliko lačni kot jaz zdajle. Vem, da praktično vsi poznate to grško hitro jed, če slučajno kdo še ne. Najbolj je podobna naši jufki, samo da je not svinjina. Lahko je tudi piščanc. Če v Grčiji naročite kebab, boste dobili pa tole, velik čevap v jufki. Se pa kar navadite na prašne ceste, pri mojem avtu se sploh barva ne vidi več. Še zadnji dan je treba preživeti, okoli 40 € me stane kampiranje za tale ogromen šotor, avto, elektriko in 4 osebe. Ja, zjutraj pa vesele, ko bo treba tole vse skupaj podreti pa nekam stlačati. Kaj, meso rabiš? Sosed kuha meso. Evo, sem dokazal, da se da. Tudi z družino in tudi s hibridom, če še niste bili čisto prepričani, če lahko. Kdaj pa bo to? Ja, za jest. Pa to je čez 3 ure šele. Ko ne delam zdaj?